Evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli s seboj v čolnu, v katerem je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pluskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo? In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: Utihni, molči. In veter se je polevil in nastala je globoka tišina. Mir pa je rekel: kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in spraševali so se, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ob današnjem evangeliju kar hitro začutimo, da je lahko ta dogodek primerjava našega življenja, ker tudi sami dostikrat rečemo, da je naše življenje kot čolnič, ki pluje, včasih bolj pomirnem, drugič pa lahko tudi bolj poviharnem. In tudi kristjani, ki so, in še vedno imamo osnovno znamenje križ, so mali dali tudi prepoznavno znamenje ribe. In nekateri na začetku krščanstva tudi čolniček ali čoln. Zato, ker je bilo tako povezano s krščanstvom, pa bi rad ob tem, ko začutimo to hitro povezavo z našim življenjem, posvetil 3 podrobnosti, ker v življenju ponavadi podrobnosti so tiste, ki spreminjajo stvari. Ena od podrobnosti v današnjem evangeliju je ta, da če bomo brali evangelije, verjetno ne bomo skoraj nikjer drugod zasledili, kako je Jezus spal, pa kje je Jezus spal, pa na kakšen način je spal. Edina stvar o spanju je v tem evangeliju in je zapisano, da je spal na krmi in na blazini. Čeprav je Jezus enkrat rekel, da nima niti kamna, kamor bi glavo položil. Tukaj pa te podrobnosti, spati na krmi, na blazini. V čolnu na krmi se ne spi, ker krma je prostor, kjer se usmerja plovilo. To bi danes rekli nekomu, ja, spal je za volanom. Zdaj, če to med vožnjo spanje za volanom, tudi vemo, kakšne so lahko posledice. To ni prostor spanja. In Jezus je tukaj zaspal na krmi, na blazini. Mi se predstavljamo blazino, tukaj imamo doma, na posteljah, tam gremo spat. Izvirna beseda, izvirnik, pa nekateri razlagalci pravijo, da ta beseda blazina ne pomeni običajno blazino, na kateri človek spi, ampak je blazina, ki so jo dali mrliču pod glavo, ko so ga pokopali. Mrliška blazina. In Jezus je spal in taka podrobnost nakazuje, zdaj gre pa to v propad. Zato, ker kdor zaspi za volanom, je lahko huda nesreča. In ta pojmovanje mrliške blazine, konec je. Druga podrobnost, ko Jezusa zbudijo, sam se ni zbudil, mu ne rečejo, Gospod pomagaj, tudi ne reče, Gospod reši, ampak očitek daj.
ali ti ni mar, da se potapljamo? Ta beseda pa res ni primerna od teh učencev. Ali ti ni mar, da se potapljamo? Saj prosili bi za rešitev. A Jezusu res ni mar, da se potapljajo, pa da je že čoln poln vode? Če gledamo malo bolj širše, Jezusu je tako mar za človeka, da je sprejel krivično obsodbo. Tako mar je za mene, da je sprejel trpljenje brez krivde. Tako mar je za mene, Jezusu, da je sprejel smrt. Jezusu je tako mar za človeka, da je moral pokazati nam, ljudem, da je življenje močnejše od smrti. Pa še težko sprejmemo. Potem pa ta očitek. Ali ti ni mar? Ker se tudi sami kdaj ne znajdemo v takem podobnem položaju, pa se ne, da bi s besedo na glas rekli, pa že tako malo v srcu mislimo, kako to, otrok, pa s takim trpljenjem v tej bolezni. Zakaj je ta umrl? Pa nobene stvari, da bi se prepoznalo neko krivdo. In dajmo očitek lahko tudi Bogu, Gospod, pa zakaj si to dopustil? Bolezen, smrt, razočaranja, ki se lahko vrstijo iz enega v drugo stvar, ki je vedno hujša. In smo lahko zelo podobni tem učencem in po srcu rečemo, Gospod, a ti ni mar? Toliko se trudim, prizadevam v svoji družini, v službi, v šoli, skrbim, da bi bilo življenje res v pravi smeri, pa so se podila. In očitek, Gospod, ali ti ni mar? Kot da ne sliši. In potem tretja podrobnost, čisto na koncu. Vemo, kaj se je zgodilo. Jezus se z učenci takrat ne pogovarja, ker ni časa, kadar se ukrepa na hitro. Ampak potem pa nastane globoka tišina. Globoki tišini, ko človek sliši več kot običajno. Pa so ti učenci začeli z vprašanjem, kdo neki je ta, ko sta mu pokorna morje in veter. Niso prišli k Jezusu za zahvalo, Gospod, hvala ti, ker si nas rešil. Ali pa z besedo, Gospod, zdaj pa vemo, da smo varni pri tebi. Ali pa beseda, Gospod, želimo biti s teboj. Ali pa bodi z nami. Ne. Ampak ta beseda je zame kar trda. Mi rečemo, kdo pa je ta, ki je prišel. To ni tisti odnos enega srčnega čutenja ali pa prijaznosti, da bi nekoga povabili, pridi, sedi se zraven, bodi med nami. Kdo nek je ta? Kdo je ta, ki to naredi? To čudenje. In v teh besedah Jezusovih učencev je pa saj meni malo lažje, zato ker v tem prepoznavam, kako so Jezusovi učenci potrebovali pot zorenja, iskanja vere. Koliko korakov je bilo potrebnih, da so lahko stopili na pot močnega zaupanja, da niso več govorili, kdo je pa ta, ampak da so sprejeli Jezusa, Gospod, pridi, bodi z nami. Po vstajenju je bilo šele izrečena beseda, ko sta dva človeka prosila, Gospod, ostani z nama, ko sta bila v Enosu. Nista rekla, kdo pa je ta, ki nam tukaj zdaj nekaj razlaga, ampak sta ga sprejela. In tako kot so Jezusovi učenci potrebovali številne dogodke, preizkušnje, tako tudi vsak izmed nas potrebuje pot, rasti, iskanja vere, tudi preko razočaranj strahov in tudi graditvi iskrenega odnosa do Boga. Ob teh podrobnostih, ki sem jih naštel, pa bi zaključil samo s to mislijo,
ko so Jezusovi učenci rekli: Gospod, ti ni mar, da se potapljamo. To je bila dejansko zelo iskrena molitev. Čeprav ni bila najbolj ustrezna, besede niso bile pravilno izbrane, ampak iskrenost pa je bila, ker so čutili, ne, a ti ni mar, ta učitek je že kar molitev. Tudi mi, ki imamo prošnje, molitve, tudi če imamo občutek, da naše molitve niso najbolj primerno oblikovane, niso najbolj ustrezne, lahko pa imamo zaupanje. Tudi po še tako neustrezni molitvi, neprimerni, s takimi besedami ali čutenji mislimi, ki so morda celo skoraj neprimerne za nekega človeka. Bog vsako molitev sliši in jo tudi usliši. In ne samo v taki meri, kot človek prosi, Bog daje presežek tiste prošnje, ki jo človek izraža. Ni bila samo rešitev, da se niso potopili, ker samo zato so prosili. Ampak poleg tega je nastal mir, globoka tišina, nastal je prostor za oblikovanje vere, za premislek v svojem življenju, za poglabljanje odnosa do Boga. Kadar Bog uslišuje naše prošnje, jih usliši v presežku. Prav v tej hvaležnosti, da je Bog z nami, tudi v našem čovnem življenju, skupaj izpovejmo vero.